dogodki so bili negotovi. V tem času so Jugoslovanska ljudska armada in vsi ostali pripravili, da bodo preprečili našo osamosvojitev. Kako se spominjam dnevo 91, šla sem iz službe, to je bilo prvi dan po razglasitvi, ko so zjutraj tanki šli iz vojašnic. Spomnim se tega, da je moral mož na službeno pot in se je že v Ljubljani mogel obrniti. Pa malo sem bila v skrbeh za otroke. Sin je hotel iti v Maribor v šolo, čeprav sem mu jaz rekla, Matej, ne boš imel pouka, poslušaj, kaj po radiju govorijo, da je napad. Mi ni verjel, on je šel, ampak je že prišel tam nekje ob poldne doma, pa mi je rekel, mama, ni hec. Najbolj hudo nam je te bilo, ko smo videli avione, ko so šli tu čez Podlehnik na Gornjo Radgono. Te nas pa je bilo res še malo bolj strah. Podlehnik je obmejni kraj, bi rekel, na naši meji so se tudi pričakovali spopade. Bil sem prevoznik živine, preko smo postavili kamion v garaže, že milica priletela s plavimi lučmi za mano, takoj smo mogli obrniti in iti v barikade na mejo v Gruškovi. In sem dobil še sokrana. Ko sem videl, kaj je dobil s sabo, kako puško, sem ga vprašal, kaj bo s tem, ki ima municijo. Pravi, municijo bom pa dobil šumi na meje. Saj ga veš kaj, da jaz se bom okno odprti, pa vrši to puško v grobu. Ker taka puška mi še v Jugoslovenske vojske nismo več imeli. Pridemo v Gruškovo, to je minilo par ur, ko so pripeljali s kombijem en sendvič, oba sina zraven, pa šofer, kaj je kombija vozil. Potem David pravi, čem pa se žbrano? Seko nič z avtom, pač se postavil poprek ali kaj bo, in že pa potegne fračo ven. In je rekel, to imaš pač to fračo, pa če kaj pride, pa se brante. Že pred, ko se je bil ta napad, je pa se recimo orožje skrivalo po halozah. In seveda to je bilo v veliki tajnosti. Ne? Na območju sedanje občine Podlehnik so to bile najmanj 4 lokacije. Sreča je bila, da ni prišlo do neposrednih vojnih spopadov. Tako smo bili en dan, 2 dni, kar doma, v hiši. 3. ali 4. dan smo dobili naše goste, prišli sta 2 družini z tuja. Mame so se z otroci bale, zato ker možje so prebegnili iz Jugoslovanske vojske, je bil teritorialno obrambo in one so se bale ostati v Ptuju. Jaz lahko samo to povem, da sem bil 3 dni na krajevni skupnosti. Tam smo po noči bili v pisarni, če bi se kaj klicalo za kako ta narodna zaščita, ali kaj je bila, ne? Potem, da se je obvestili predsednika krajevne skupnosti. Malo me je bilo strah, moram priznati, zato ker smo bili pač civili, neoboroženi in po noči čuvati tak sam nekje v pisarni, v vojnem stanju, mislim, da ni prijetno, ne? Marsikdo ni verjel takrat v to, da bo samostojna Slovenija zdržala 30 let in jaz sem vesela, da je. Najbolj všeč pa mi je, če pogledam panoramo Podlehnika, da se je od takrat zelo dosti spremenilo. Ni bilo ne policije, ne obnovljenega kulturnega doma in prav lep pogled je na ta naš kraj Podlehnik danes. Bili smo samostojno državo in bi apelirali do te mladi, da to spoštujejo,
da so lahko zadovoljni, da imamo svojo državo in da se bi, mislim, da mogli zamisliti tiste, ki še vedno govorijo, kako je bilo v Jugoslaviji lepo, ne. Mislim, da vse nekaj slabo ni bilo tako, pač pa diktatura, jaz pravim, največje zadovoljstvo je človek, ki je prost, da ga ni še ne sledi, da mu je dovoljeno, da lahko pove svoje mišljenje. Mislim, da to največ šteje za človekove pravice.